Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se v knjižnici Antona Tomaža Linharta in po počitnicah smo obiskali njihovega direktorja Marka Zupanca, da preskočimo prireditve v mesecu septembru. Lepo pozdravljeni, gospod Zupanc. Dober dan. Kako je bila vaša knjižnica obiskana v poletnem času? Ja, že vsa zadnja leta, tako tudi to leto, je knjižnica pravzaprav stalno, polna. Če gledamo izposojeno gradivo, lahko rečemo, da smo številka 1 v Sloveniji in to se je pač tudi letos tako zgodilo, oziroma je pač dejstvo. In na to smo tudi zelo ponosni, tako da veliko enega, gradiva gre ven, pravzaprav ogromno. V poletnem času seveda predvsem tistega mogoče malo lažjega, ne toliko stroke, ampak bolj leposlovje kot tako, razni romani in tako naprej. No, že 3. septembra zvečer se obeta pomemben dogodek. Vaša dvorana, v kateri potekajo prireditve, do sedaj ni imela svojega imena, od jutri zvečer pa bo to dvorana Jakoba Špicarja. Kako ste sploh prišli do ideje, da je to dvorana imenovana po njem? Ja, pri nas Jure Sinobat raziskuje že vrsto let pomen in pa vlogo, ki jo je imel Jakob Špicar, ne samo v slovenskem prostoru, ampak v bistvu mednarodnem, in ob tej priložnosti je napisal knjigo, ki bo izdana, to se pravi na ta dan. Naredili smo eno lepo, res bogato razstavo, ki bo dlje časa, bo cel mesec odprta, tako da si ljudje lahko pridejo tudi ogledati, pa obenem videti, kaj pravzaprav Jakob Špicar je bil v slovenskem in mednarodnem prostoru, dramatik in gledališčnik, in glede na to, da pač to ime ni znano splošno, ljudem, smo mi to nekako obeležili in poskušamo ga tudi promovirati na svoj način. In seveda, ker je bil pa izredna osebnost, smo tudi se odločili, da bomo dali ime dvorani naši po njem. Že v lanskem letu ste na torkovih večerih predstavili veliko zanimivih imen od športnikov, kulturnikov. Skratka, letos pa pričenjate to v mesecu oktobru. Že veste mogoče kakšno znano ime, ki ga boste predstavili v tem sklopu? Ja, zdaj mogoče ostanemo vseeno pri tem, da ker za oktober nekako imamo že počasi nabiramo program, ampak nimamo še potrjene vsa imena, tako da mogoče bi s tem počakali. Zdaj v septembru imamo eno potopisno predavanje v Burundiju, 17. Imamo te Sokrates kafe, v četrtek, prvi četrtek in pa tretji četrtek izbrane pogovori o samostojnosti. Predvsem bi tukaj povabil starše, kakšne starše otrok, ki bo pogovorni večer o tem, kako otroku pustiti neko samostojnost oziroma ga navajati k samostojnosti ali ne, ali ga čustveno, bolj pritegniti k neki, navezanosti. No, pripravljate pa se že na zaključno prireditev, ki bo konec meseca septembra, to je Poletavci. In kje bo potekala ta prireditev? Ja, ta vsakoletna zaključna prireditev o Poletavcih, ker ti otroci, ki berejo celo poletje, so povabljeni, da berejo, zdaj oddajajo še svoje kartončke, in bomo imeli, to se pravi 26.9. bomo imeli ob 17. uri pred knjižnico Radovljico, bomo imeli to skupno prireditev. Tako da pa žrebanje, nagrad bo in tako naprej. Tako da bo živahno. No in v soboto pa se obeta poseben družinski pohod. Kam pa? Ja, knjižnica Antona Tomaža Linharta zdaj 2-krat na leto že kar prireja, že kar malo tradicionalno je postalo, da imamo kakšen družinski pohod. In vidimo, da na vsakem družinskem pohodu več ljudi pride in so izredno zadovoljni.
Tokrat bomo v soboto 7.9. bo ta družinski pohod šel na Ajdovski Gradec. Bomo itak drugače bomo objavili, no? Ampak na Ajdovski Gradec. Ja. Tako da se veselimo, da imamo zdaj ta septembrski oziroma jesenski pohod. Glede na to, da sodelujete s 4 občinami, so bile tudi ostale knjižnice dobro obiskane? Ja, vse knjižnice, ki spadajo pod knjižnico Antona Tomaža Linharta, vse 4 občine, to se pravi Bled, Boh in Gorje, so Lesce tudi, ja, ne, Kropa, ne, to so te manjše enote, so bile zelo dobro obiskane. Se res smo zelo veseli, smo pa imeli v vseh enotah, zdaj raven konec avgusta, smo imeli zaprto praktično en teden, zato ker smo inventuro, to se pravi vsake na 5 let smo obvezani k inventuri, kjer se popolnoma vso gradivo pregleda, prečisti in se vidi, pravzaprav, no, a ne, se prešteje, po bitki se preštejejo vojaki, da vidimo, kdo smo, oziroma koliko gradiva, katerega imamo, če kakšen manjka in tako naprej, a ga je treba nadomestiti, to se pravi, kar nekaj dela smo imeli, ampak smo zadovoljni, smo zdaj to opravili. Hvala lepa za tale pogovor in pa seveda se vidiva v naslednji trenutku, ko bo kaj novega. Hvala lepa tudi vam, nasvidenje, srečno.